Ihan in prometna varnost, to se izboljšuje vsakim letom. Nedolgo nazaj smo vzpostavili pri športnem parku Ihan, se pravi določene prometne ureditve, s čimer omejujemo hitrost. Kar se pa pločnika do Goričice pri Ihanu, je pa stvar, da prvo kot prvo ne obvladujemo zemljišč, drugo kot drugo je pa ozko grlo čez en del tega naselja, tako da mi sicer delno zasnovo imamo, kje bi lahko varna pot potekala. Moramo pa seveda to doreči skupaj z investitorji Goričice pri Ihanu vzhod. Pred leti je bil občinski podrobni prostorski načrt v prvem branju že sprejet. Kdaj bo v drugem branju, ne vem, tako da to je stvar tako občine, lastnikov zemljišč in pa seveda bodočih investitorjev na tistem območju. Vašo pobudo za postavitev radarja bomo preučili oziroma posredovali Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namreč, da se stacionarni radar ali safety camera, kot jaz rada rečem, postavi, mora odgovarjati oziroma ustrezati kar večjim kriterijem. Prvo mora obravnavati Svet za preventivo, povabi se tudi policijsko postajo, opravijo se meritve in vkolikor so res večje kršitve, se to obravnava, potrdi in potem tudi namesti na posameznem območju. Trenutno imamo na območju občine Domžale 6 stacionarnih radarjev, tako da mislim, da v bodoče, vsaj za nekaj let, ne nameravamo postaviti novih, edino, če bi se res ta prometna problematika tako zelo poslabšala, da bi morali poseči po tovrstnem ukrepu. Taka pereča vprašanja, ampak na mestu vprašanje, glede na to, da so se dogodile spremembe na področju plač javnih uslužbencev. To pomeni tudi dvig plač v vrtcih, šolah in seveda vseh ostalih javnih službah. Je seveda smotrno pričakovati, da bomo ta predlog dali na občinski svet. Tudi vse ostale storitve, kot tudi materialni stroški so se povečali, tako da dvig cen vrtcev bo sigurno ena od prihodnjih tem na seji občinskega sveta. Tako v naslednjem tednu imamo prvo srečanje naših turističnih ponudnikov. Namreč želimo si v Domžalah vzpostaviti svojo blagovno znamko, tako da bomo na tem prvem srečanju tisti, ki so se odzvali, odziv je kar dober, nekako seznanjeni s tem našim ciljem ali pa s našim namenom, kaj bomo pač počeli. Turizem, glede na to, da smo blizu Ljubljane, seveda ne moramo biti konkurenčni. Imamo pa druge vrste turizma, ki ga lahko razvijamo oziroma ga že razvijamo, od športnega, kulturnega, prostočasnega turizma. In tu smo, mislim, da je že kar na dobri poti. In tudi družinskega turizma. Če samo pogledamo Šumberk, Lisičkino pot, pravljični Šumberk in pa na koncu Vilinsko pot, imamo kar lepe obiske. Tako da turizem se bo postopoma še bolj razvijal, ampak v drugačni luči kot turizem mi poznamo.